Prelepa si bela Ljubljana v gnezdu zelenih bregov in vedno stojine kot mama, popotnika kličeš domov. Slovenska kultura je nič več, manj pa tudi ne, kot izkaznica slovenskega naroda. In slovenska kulturna dediščina je prav zaradi pravkar povedanega tako zelo pomembna. V Cankarjevem domu so pripravili posebno razstavo ob 110-letnici slovenske kulturne dediščine. Mi smo jo obiskali. 100 let v dobro dediščine je naslov leta stoletnice varstva kulturne dediščine v Sloveniji in temu smo posvetili tudi razstavo, končno razstavo v Cankarjevem domu. Gre za povzetek 40 razstav, ki so jih pripravile naše enote po 40 krajih povsod po Sloveniji, tudi v Novem mestu, v Mariboru, v Celju in tako naprej. In naredili smo, kot rečeno, izbor, tako da tudi v Ljubljani lahko predstavimo, kaj je bilo vse storjenega v zadnjih 100 letih in še posebej v zadnjih 50 letih. Zavod za varstvo kulturne dediščine je eden od ključnih igralcev na področju ohranjanja tega, kar je v prostoru ohranjeno od naših prednikov, tako da je za nas izjemno pomembno, da svoje delo lahko predstavimo tudi javnosti. In moram reči, da je res tega dela ogromno. Recimo samo v zadnjem letu smo se na zavodu ukvarjali s preko 10 000 zadevami. Naše delo je povezano z evidentiranjem dediščine, vpisovanjem dediščine v register, pripravo gradiv za prostorske akte, za razglasitve in, kar je še pomembnejše, izvajamo tudi neposredna dela na dediščini in raziskujemo z arheološkimi metodami to, kar so nam zanamci pustili pod zemljo ali pa tudi pod vodo. Tako da je naša razstava tudi odraz tega raznolikega dela, ki ga opravljamo in želimo, da se tudi na novih področjih uveljavimo, to je predvsem pri znanstvenih raziskavah, ki koristijo dediščini. Prelepa si bela Ljubljana. Ja, tale čas, ki ga zdaj preživljamo oziroma živimo, je, milo rečeno, gori doli naokoli. Nenavaden za zimo, sneg je, pa ga spet ni, pa spet je, pa ga spet ni. Odličen čas za prehlad. In kaj je najbolje, da pozdravimo prehlad? Vam povem? Obisk predstave v Lutkovnem gledališču ljubljanskem z naslovom, poglejte. Kašljaš, ne? Kašljaš, sedem še je začel kašljati. Zato rabiš spiti in sicer bezgov čaj. Ne pa ne, da Ja, seveda, tako kot v bezgovi pravljici. Tako, bezgov čaj pozdravi vse, zato ker v bezgovem grmu živi drevesna vila triada. In ta pomaga vsem otrokom, če spijejo seveda bezgov čaj, da ozdravijo. Ne? In sicer jih popelje v svojo deželo. Tako je. In zato je pa tudi naša pravljica, ne? Bezgova pravljica? Bezgova pravljica. Malo igramo mi, malo lutke.
In sicer lutke takrat, ko so v sanskem svetu, a ne, dedi? Seveda, ker v realnem smo mi, a ne? Ja. No, ampak pravljico pripovedujeta pa dedek in babica svojemu vnučku. Z namenom, da bi ga prepričala, da spije že končno tisto skodelico bezgovega čaja, da bo potem ozdravel. Seveda, in to je namen te naše pravljice. In res se zgodi. Deček doživi bezgovo pravljico skupaj z bezgovo vilo. Res je, ko sanja, ko spi, se ozdravi skoraj, a ne? In ona dva letita, potujeta skozi različne letne čase in tam doživita marsikaj na poti do njegove ozdravitve. Za 9 gorami in 9 vodami je nekoč na daljnem severu živel majhen deček, ki je bil zelo bolegen. Večino časa je preživel v domači izbi in se igral z igračami, ki mu jih je iz bukovega lesa rezljal dedek. Nekega dne pa se je spet zelo prehladil. Nihče ni mogel razumeti, kako se je to zgodilo. Saj je bil vendar ves dan doma in v stari izbi ni prepiha. Babica je hitro zakorila v štedilniku, da bi mu v čajniku pripravila veliko skodelico vročega bezgovega čaja, ki pošteno pogreje. Dedek je svoj čas poznal toliko pravljic in zgodb, da je bilo veselje. Najraje pa je vedno znova pripovedoval o svoji mladosti in o prvi ljubezni, ki nikoli ne mine. Mitulče! Vila! Vila! Slišim, kako trava raste. Ja, lepo je, ko v naravo pride pomlad. In kako sije sonce. Joj, imate rad. Ja, tako se zgodi v deželi brstenja prvih ljubezni. Prvih bolezni? Ne, ljubezni. Kaj pa je to? To je, Ja? to je, To je? to je, ko imaš nekoga prav posebno rad. No, vabimo vas. Na ogled predstave Bezgova pravljica. Kam? Gledališče za Katero? otroke. Lutkovno gledališče Ljubljana. Res je. In tam boste doživeli lep dan ob pravljici. Vila Triada. Nič ne skrbi. Spil si bezgov čaj in prav lepo zaspal. Kje pa? V toplih krajih sem bil. Ja, to pa prav rad verjamem. Ker kdor spije vročo skodelico bezgovega čaja, pa res hitro v toplih krajih. Ne, našel sem čudovito kraljestvo. Ja, z mano je bila Vila. Vidim, da se veliko bolje počutiš. Nisi več bolan. Nisem. Ja, in dobro si zapomni, kaj ti je prineslo srečo. Saj se lahko prihodnič, prikličeš pa tudi sam. Prelepa si bila Ljubljana. En velik aplavz za izvrstnega, fantastičnega Ranka Babiča! Dajte še en aplavz, fantje predvsem.
Zdaj mi je bilo všeč. Ja, ženske, ja. Fantje sploh ne upajo reči, mislim, lahko rečem ja, ne smem reči. Lahko rečem. Moje ime je Ranko Babič in jaz sem moška copata, priznam, tako da dajte zaploskati tisti moški, ki mislite, da ste copate. Ženske polkajo, pa ti čakaš, ker tem ploske. Živijo, moje ime je Ranko Babič in sem po profesiji stand-up komik / igralec. Tako da zdaj trenutno delam na projektu monokomedije Moška copata, tako da dostakrat mi ljudje sprašujejo, kaj je ta komedija drugačna, kot so bile vse ostale teh stand-uperjev. Je drugačna, iskrena je. Moj humor temelji samo na iskrenosti. Ni bolj iskrenega humorja, kot je humor v tej monokomediji Moška copata. In ni zastonj napis, da bo to komedija leta 2014, mogoče 15 ali pa celo še 16, bomo videli, odvisno od ponovitev. Prvič sem šel s punco na morje, prej sem hodil zmes s prijatelji in je razlika. Kad greš s prijatelji na morje, greš ob 8 zjutraj spat. Kad greš s punco na morje, moš ob 8 zjutraj vstati. Bila smo v Grčiji, zato kad mama videla nočitev z zajtrkom. Vstan, mi doma nočitev z zajtrkom, vstan, nas pa šel spat na morje, vstan! Morava izkoristiti dan, ura je že 7:40, vstan, morava skuter najeti, greva pogledat otok, vstan! Nas pa šel spat na morje, vstan! Jaz ko, fuck, da ne me jebate, razumeš, koliko je ura, 47, prvo mora si naštimati alarma, razumeš, alarm pa 2 dremeča, razumeš, da lahko vstane, kad sem prišel na morje se spočiti. Prijeva, dej nakrati sendviče za na plažo, dej nakrati. Kaj boš ti delala? Ja, kaj? Kako to zgleda, da ženska to dela? Je šla solato jedi. Jaz sem začen kradati, gledam me tisti Grk. Hungry, my friend, da? Pri te stvari se najbolj narediti, da smuto, veš, pustijo te. Gleda, okej, kaj je retard. Prelepa si bela Ljubljana. Šolske klopi smo drgnili vsi. In vsi se še spominjamo vsaj malo, kako je bilo. Da pa ne bi spomini zbledeli na razvoj šolstva na Slovenskem, poskrbijo v Slovenskem šolskem muzeju. Razstave, ki so tam na ogled, so povedne, vsebinsko bogate, raznolike, predvsem pa nekako nostalgične. V nas prebudijo otroka, mladost, spomine na mladost. Marsikaj je videti in slišati v Slovenskem šolskem muzeju. Slovenski šolski muzej je eden najstarejših muzejev pri nas. V minulem letu smo praznovali 115-letnico, odkar je bil ustanovljen. Ustanovili so ga učitelji, takrat imenovana Zaveza učiteljskih društev, in sicer so izkoristili ugoden trenutek ob 50-letnici vladanja cesarja Franca Jožefa 2. avgusta 1898. leta. V našem muzeju radi rečemo, da je to muzej, kjer je doma mladost. Zakaj tako pravimo? Zato, ker vsakdo, ki je že pred leti gulil šolske klopi, ko pride k nam na obisk v muzej, se nekako vrne v mladost. Spomini oživijo, ko vzame v roko svojo prvo čitanko, ko se sprehodi po naši knjižnici z bogatim knjižnim gradivom, ki ima med drugim največjo zbirko učbenikov pri nas, in seveda, ko se sprehaja po naši stalni in občasnih razstavah, ki na vsakem mestu, na vsakem koraku ponujajo in odpirajo nove in nove spomine. Slovenski šolski muzej predstavlja zgodovino šolstva skozi stoletja. Ta je seveda izredno bogata. Od prvih začetkov se vemo, da je učenje pravzaprav potekalo, odkar je na svetu človeški rod. Predajanje tega znanja od starejših na mlajše se je prenašalo skozi rodove, dokler se niso v srednjem veku ustanovile prve srednjeveške šole. Pri nas pa nekako štejemo za očeta osnovnega šolstva, Primoža Trubarja, ki je prvi razvil idejo, da bi ustanovili tudi na naših tleh osnovno, elementarno šolo,
za vse otroke, ne glede na spol, ne glede na stan in seveda, da bi se učili v domačem jeziku. Zato, da se je to čisto zares udejanjilo, je potekalo še kar nekaj časa. Vmes so bile seveda zelo pomembne jezuitske šole z znanim jezuitskim kolegijem v Ljubljani. Potem se moramo pa ustaviti pri zelo pomembnem obdobju, pri zelo pomembnem dogodku. Cesarica Marija Terezija in Jožef II. Sta v sklopu svojih številnih reform izdelala tudi šolsko reformo in ravno na Miklavževo pred 240 leti, torej 6. decembra 1774, je cesarica Marija Terezija uzakonila redno obvezno osnovno šolo. Torej izdala je splošno šolsko naredbo, ki je določala, da morajo v šolo hoditi vse deklice in dečki od 6. do 12. leta starosti. Šolski napredek je šel seveda potem svojo pot, prinesel vrsto zanimivosti, vrsto nove šolske zakonodaje, šola se je spreminjala, oblikovala, postala je ljudska šola. Prva svetovna vojna in obdobje po njej je za šolstvo prinesla eno zelo pomembno pridobitev, namreč to, da je končno v vseh šolah prevladal slovenski jezik. Prej so se namreč naši otroci na naših tleh morali učiti praviloma v nemškem jeziku. Ko potujemo po zgodovini naprej, se sprašujemo tudi, kdo so učili rodove naših prednikov. Najprej so bili na tem poklicu samo učitelji, samo moški so bili tisti, ki so lahko opravljali ta poklic. Šele v drugi polovici 19. stoletja se pojavijo tudi učiteljice. In prve učiteljice so se s tem, ko so se zaposlile na tem delovnem mestu, ki ni bilo samo delovno mesto, pač pa tudi poslanstvo, avtomatično odpovedale zakonskemu življenju. Dober dan, otroci. Sem vaša učiteljica Josipina Koren. Danes vas bom poučevala lepopisa. Predno pa pričnemo, nekaj reči razjasnimo. Dobro veste, v šoli vselej se ravnamo po šolskih postavah, ki so tamle tudi zapisane. Katera je najbolj važna? Sami morebiti presodite. Jaz menim, da je 9. Spoštuj učitelja in bodi mu pokoren vselej. No, po šolskih postavah ravnate se doma, kot tudi v šoli. Vemo pa dobro, otroške glave so pogosto pozabljive glave. Radi tega v opomin, poleg postav, stoje tudi vzgojne kazni, ki vas o tem morebiti opomnejo. Dobro, toliko o tem. Sicer, kot rečeno, učimo se lepopisa. Danes poznajmo 2 črki. 2 črki in ju povežimo nadalje v važno poved. Dobro, vse enkrat toliko. Prva črka, ki jo danes poznamo, je mali lepopisni M. Takole pričnemo. Spodaj gremo navzgori, ležeče zarišemo hribček. Zatem drugega in tretjega zaključimo pod vrhom. To je mali lepopisni M. Zatem sledi črka A. Pričnemo spodaj, gremo navzgori, pa navzdoli po levi strani zarišemo jajčast krogec. Zatem do dna kljuka in zaključimo pod vrhom. Črki stoje vsaka zase, ali seveda lahko ju vežemo. Povežimo ju v besedo. Najprej črka M, prvi, drugi, tretji hribček, naprej v črko A. Takole s kljuko nadaljujemo ponovno v črko M, preudarno vlečemo poteze, pogumno in dobimo besedo mama. Sedaj pa vi, prosim, peresa v roke in pričnite s pisanjem v učne liste. Torej pišemo vsi besedo mama. Tamle zadaj, kaj pa vidim? Tonček, zravnaj se vendarle, kako sediš? Pri nauku vselej sedimo zravnano, ponosno in pokončno, kot bodoči učenjaki, ne pa sklonjeno, kot kakih hlapci. Le tako naprej, pišite vsi. Tako, beseda mama, vrlo važna je ta beseda. Veliko težav je šolstvu povzročila 2. svetovna vojna. Mnoge šole so bile uničene, požgane,
mnogi učitelji pregnani v taborišča, ubiti. Tudi otroci so bili izgubljeni, saj pravega rednega šolskega pouka ni bilo. Po drugi svetovni vojni pa se ponovno začne novi razcvet šolstva in številne reforme, ki so se v tem obdobju potem zvrstile. Vsekakor pa je nekako najbolj prvo povojno obdobje zaznamovala pionirska organizacija in obredi, ko so Cicibani postali pionirji. Pri mnogih je zavedno ostal v spominu dan, ko so si prvič okrog vratu privezali rdečo rutico in na glavo so dobili modro titovko. Prelepa si bela Ljubljana. Kaj dobimo, če se združi na enem mestu 12 čudovitih deklet v najboljših, v najžlahtnejših letih, ki so vse zaljubljene v ljudsko petje, v večglasno petje, v folkloro, v narodne noše, v ohranjanje teh narodnih noš. Kaj dobimo? Cintare. In kaj to je? Poglejte. V kavarni Union se trudimo, da bi vsak večer gostom postregli z neko drugo vsebino. Tukaj imamo plesne večere, imamo koncerte, imamo Folk Union, kjer se trudimo obuditi ljudsko izročilo, ljudsko petje. Danes smo tudi zaradi tega tukaj. Potem imamo ob sobotah program za otroke, imamo literarne večere, potopisna predavanja. Predvsem se trudimo, da bi obudili tisto tradicijo kavarne, kjer so se včasih zbirali svobodomiselneži, študenti, tisti, ki kritično so gledali na slovensko in jugoslovansko realnost. Nekako se trudimo s temi večeri obuditi prav to. Tako tudi Boštjan Narat tukaj gostuje s svojimi filozofiranji v Varieteju. Skratka, program je obsežen, program je praktično tukaj vsak dan, zato da lepo vabljeni. Smo pevska skupina Cintare, tu smo pevke ljudskih pesmi in prihajamo iz Ljubljane. 10 let že prepevamo ljudske pesmi, združile smo se pa po silni želji po petju, in sicer smo nekdanje folkloristke, Maroltovke in Rožanke, in ko nam je po določenem času, ko smo opravile glavne življenjske cilje, od šole, družine, otroci, vnuki in tako dalje, prosti čas namenile prepevanju pesmi. In to ljudskih pesmi, pojemo vseh slovenskih pokrajin pesmi, s tem, da se trudimo, da se približamo res izvirnemu načinu prepevanja, ki je pa lahko od kraja do kraja drugačen. Skratka, uživamo v prepevanju. Kot sem omenila, letos oziroma lansko leto smo že praznovali 10. obletnico, izdale smo 2 zgoščenki z pomenljivim naslovom Dokler sem še mlada bila in Kamer sem lani tancela. Naše prepevanje ni prepevanje zgolj in samo nam v užitek, seveda prvenstveno, ampak z petjem razveseljujemo tudi otroke v šoli, razveseljujemo starejše ljudi v domovih. Še posebej smo pa ponosni na naš projekt, ki se imenuje Tako so pele in se oblačile naše babice. Namreč izkoristili smo to naše znanje ali pa srečo, da smo pri folklori spoznali noše, spoznali smo način oblačenja in znamo ceniti to naše bogatstvo, tako da smo se odločili, da poleg petja prikažemo tudi oblačilno kulturo, slovensko oblačilno kulturo. To pomeni, da vsaka izmed nas, pevk, ima svojo nošo, po novem se temu reče kostum, ki predstavlja eno od pokrajin. In temu sledi potem tudi pesem, ki sodi v to pokrajino. Tako da z 12 pevkami pravzaprav se lahko sprehodimo po celi Sloveniji, pokažemo prelepo nošo, bogatstvo naših noš, pa seveda tudi
naše petje, pesmi, ki so značilne oziroma značilnosti posameznih pesmi, ki so od pokrajine do pokrajine seveda drugačne. Drugače prepevajo na obronkih Slovenije, drugače prepevajo v centralni Sloveniji in to bogatstvo skušamo našim poslušalcem tudi predstaviti. Pa še na kratko o našem imenu. Imenujemo se Cintare, to je eno izmed ljudskih imen za zdravilno rožo, tavžent rožo. Mi verjamemo, da nekako simbolno pomeni tavžent roža zdravilo in kot zdravilo smatramo, da je tudi pesem zdravilo. Zdravilo za dušo, tavžent roža pa za telo. In za zlata, za prošnjo in za mošnjo, kjerkoli te bo dobila, te v doli položila in tam te bo umorila. Te v doli položila in tam te bo umorila. Pride skupaj žlahta, žlahta blago trahta, blago bojo znosili, za dušo nič molili. Blago bojo znosili, za dušo nič molili. Ko žena v gostilno pride, moža lepo pozdravi. Mrha ti pijana, večerja je naslana, jaz pa sirota, k nimam soli. Mrha ti pijana, večerja je naslana, jaz pa sirota, k nimam soli. Ko sinček v gostilno pride, očeta lepo pozdravi. Končke ste predali, za sladkovince dali, jaz pa vaš sinček pa moram po svet. Končke ste predali, za sladkovince dali, jaz pa vaš sinček pa moram po svet. Ko hčerka v gostilno pride, očeta lepo pozdravi. 5 let ste me možila, ves del ste me zapila, jaz pa sirota, nimam moža. 5 let ste me možila, ves del ste me zapila, jaz pa sirota, nimam moža. Ko smrt v gostilno pride, moža lepo pozdravi. Cel svet se ti zabavlju, pa z vincem se zabavlju, zdaj pa možiček, pa pojdeš z menoj. Cel svet se ti zabavlju, pa z vincem se zabavlju, zdaj pa možiček, pa pojdeš z menoj. Pijača je večna, hiša pa nasrečna, kdor je pijanček, je slab gospodar. Pijača je večna, hiša pa nasrečna, kdor je pijanček, je slab gospodar.